nič ne bi bilo narobe, če bi vlada podpisala sporozum, ki bi bil dober. Problem je, da je podpisan in to soliran sporozum, ki je slab. Sporozum, ki ogroža temeljno, zgodovinsko, življenjsko pravico Slovencev do morja oziroma do teritorialnega izhoda na odprto morje. Ta sporozum, takšen kot je, postavlja pod vprašaj to, kar Slovenija ima, zato je slab. In tukaj je v situaciji, kakršna je nastala zaradi tega soliranja, edina pametna rešitev, da ga zavrnemo, da glasujemo proti. Prihodna generacija ne bo imela nič od tega, če bo kdo gospoda Pahorja potrepljal po ramenu danes. Če bomo pa zgubili morje, se bo pa to čutilo še stoletja. Naša obala je kratka, imamo eno samo veliko pristanišče. Če nas zaklenejo v ozemeljske vode, potem to ni več pristanišče pomorske države. Pogodbenici v 6 mesecih po sprejetju razsodbe storita vse potrebno za njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje, če bo to potrebno. To se pravi, so ti, ki so se pogajali za ta sporazum, že predvideli, da bo potrebno zaradi tega spremeniti neke pravne akte v Sloveniji. To pomeni ustavo, jaz nisem pravnik, da bi se zdaj znal našteti, katere pravne akte. Brez dvoma so pa to temeljni pravni akti, ki zadevajo Republiko Slovenijo. In skozi to je pravzaprav teh luknj v tem siru, ne vem, če še kaj sira ostalo. Od tega referenduma 6. junija sploh ne bi smelo biti, če bi se spoštovala slovenska ustavna ureditev. Po naši ustavi o zadevah, ki zadevajo suverenost države in določene meje, je seveda stvar suverenosti. Določamo, oziroma o tem odločamo z dvotretjinsko večino, z akti ustavnega značaja. Dvotretjinske večine za takšen sporozum, kot ga je ta vlada solistično podpisala v tem slovenskem parlamentu, nikoli ne bilo. In sprejela ta zakon z navadno večino. Nam pa so določili po 1 minuto časa za razpravo. Če se sporozum zavrne, potem možnost dobre rešitve še vedno obstaja. Če je pa sporozum sprejet, smo pa morali zapravili zaved.